Oddahnite si, tu smo. Sejem Alpe Adria, turizem in prosti čas. Alpe Adria, turizem in prosti čas na gospodarskem letu že tradicionalno poteka vsako leto v mesecu januarju. Tokrat bo to od srede 29. januarja do sobote 1. februarja. Je nekako največja sejemska promocija turizma v Sloveniji in pa od leta 2011, mislim, da je tudi največja tovrstna prireditev v regiji Alpe Adria. Njena prednost je, da predstavlja turistično ponudbo glede na 4 tipe turistov, in sicer počitnikarje, tiste, ki so zasvojeni z aktivnim turizmom, popotnike in pa izletnike. Na letošnjem sejmu bo poudarek predvsem na pohodništvu, teku, ribolovu, kjer se sladkovodnemu ribolovu pridružuje tudi morski ribolov. Moram reči, da je tudi tujine, je kar veliko zanimanje, saj imamo 12 tujih destinacij, se pravi Slovenije, Madžarske, Italije, Hrvaške, Bosne, Hercegovine, Grčije, Turčije, Tunizije, Jordanije, Nepala in pa Indije. Na tem sejmu se predstavlja tudi regija partnerica, in sicer v letošnjem letu je to Kvarner, ki nekako predstavlja eno najpomembnejših turističnih regij na Hrvaškem in v bistvu je zaradi bližine Slovenije tudi izredno zanimiva za slovenske goste. Častni pokrovitelj sejma je Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologija, seveda pa so za uspešno organizacijo in potek samega sejma zaslužni tudi naši partnerji, katere vidite, ki so tukaj na zaslonu za mano. Obsejemski program kot takšen bo vseboval številna predavanja, delavnice, konference, okrogle mize. Več informacij o teh dogodkih boste dobili na USB ključkih oziroma materialih, katere vam bomo razdelili. Poudaril bi še, da posebna komisija v sklopu sejma Alpe Adria podeljuje nagrado za odličnost kakovosti v turizmu, in sicer je to nagrada Jakob, ki je bila imenovana po prvem romarju. V letošnjem letu je naslov inovativni primer pozitivne urbane ulične prehrane v turizmu, kar ne bi bila nekako alternativa tem fast foodom, ki so danes vedno bolj prisotni v našem prostoru. Moram reči, da imamo tudi odličen odziv iz strani slovenskega zamejstva, predvsem turističnih akterjev iz Benečije in Rezije, ki v koordinaciji Inštituta za slovensko kulturo in ob neposredni pomoči projekta Neznano zamejstvo bodo predstavili, se pravi, to svoje področje. Podobno kot lansko leto bomo imeli strokovno vodenje po sejmu za organiziranje obiska, in sicer v organizaciji Združenja turističnih vodnikov Slovenije. Kot zanimivost naj omenim še, da imamo letos malo več turističnih agencij in recimo turistična agencija Kompas se je odločila, da bo vse obiskovalce, se pravi vse, ki bodo kupili karto, bodo lahko vnovčili to karto oziroma na njihovem štartu pridobili bon, ki ga bodo potem vnovčili za katerikoli aranžma v njihovih poslovalnicah, in pa ob nakupu vstopnice prejdejo tudi darilni bon revije spletne Popotnik SI, s katerim se lahko pridobijo enoletno naročnino na to revijo v vrednosti 15 €. Vsak obiskovalec pa seveda kot prejšnja leta prejme tudi sejemski katalog, ki je tudi priloga časopisa Oddih. Dnevnik, pardon. Sejem prvič dopolnjuje še partnerski sejem, in sicer Gastrin Expo, to je mednarodni sejem gastronomije, gostinsko-hotelske opreme, sladoleda v organizaciji Primorskega sejma.